pozdravljam, mogoče se nam v tem procesu še mogoče še kdo pridruži. Tako danes smo se zbrali, zato da bi pač nam Matejka in Suzana orisali ta svoj projekt oziroma rezultate tega svojega projekta na področju spodbujanja dvojezičnosti pri najstnikih. Zdaj, ta projekt ni neka novost, sami veste, da že dolga leta je Slori zelo aktiven na tem področju promocije dvojezičnosti. Mislim, da je v bistvu bila Suzana prav tisti iniciator pozornosti, ki ga Slori posveča temu področju, s tisto fantastično publikacijo Dvojezični otrok in potem še vedno celo vrsto raziskav in drugih dejavnosti. Potem se te dejavnosti tudi pridružila nekako Matejka in zdaj se mi zdi, da sta že tak uigran par, ki sta nam v letošnjem letu pripravili dve taki zelo koristni zadevi, en letak in en priročnik. Letak, ki je namenjen predvsem dijakom, čeprav razumem, se pravi tistim, ki so dvojezični in ki včasih mislijo, da je ta dvojezičnost neko stanje, ki se samo po sebi uresničuje. Dejansko pa ta dvojezičnost ni neko stanje, ampak je neka aktivnost, v smislu, da je nekaj, za kar pač moramo se ves čas truditi in si prizadevati. Poleg letaka pa sta pripravili še zelo obsežen priročnik Dvojezično najstništvo, ki se mi zdi, da je nekakšen tak smiselno nadaljevanje tistega priročnika Dvojezični otrok, ki ga je takrat pripravila Suzana Pertot, tokrat za nekoliko starejše otroke, če se lahko tako izrazim. Ob tej priložnosti bi se zahvalila Ministrstvu za kulturo, ki je pač omogočil izvedbo tega projekta s sofinanciranjem. In ne bi zdaj, bom rekla, preveč časa jemala Matejki in Suzani, bi prepustila mogoče besedo kar njima, da predstavita te rezultate, bom rekla, tega njihovega obsežnega dela, ki je, čeprav razumem, nekakšen tudi neka sinteza vsega tega, kar sta sami ugotavljali na delavnicah, na različnih srečanjih, tako da je v bistvu tudi nek tak priročnik, s katerim si lahko pomagamo tisti, ki nimamo toliko izkušenj na tem področju, in tukaj dejansko lahko dobimo vse informacije, ki nam lahko koristijo. Predajam besedo Matejki verjetno zdaj. Ja, najlepša hvala, Sara, bom kar jaz začela, seveda potem bo čas tudi še za kakšno vprašanje. Jaz bi z vami kar delila to spletno stran. Me veseli, da se še nekdo priključil. Dajte mi samo lepo vas prosim povedati, če vidite spletne strani. Ja, to je spletna stran Smej se, ki jo verjetno že poznate, spletna stran, na kateri se zbirajo različna gradiva in orodja, v glavnem hitro povezave do že obstoječih orodij in virov za slovenski jezik. Poleg tega pa tudi kar nekaj je tudi avtorskega gradiva, ki je nastalo v teh zadnjih letih. No, in tu čisto na vrhu, če kliknemo, pridemo do te spletne strani, ki ima tak zelo preprost naslov, smejse.it, poševnica najstniki. Tu dobimo vse gradivo, ki je nastalo v sklopu tega projekta, kratek opis za začetek, no in potem tu sta zbrani tudi obe publikaciji. Dvojezična publikacija, namenjena staršem, učiteljem, vzgojiteljem, trenerjem. Ta se tudi tiska in bo na razpolago tudi na šolah, v dijaških domovih, se pravi, prejmete tudi izvod, namenjen za starše in učitelje, ponavljam, in pa letak, ki je pa namenjen najstnikom. No, tako izgleda tale naš letak, seveda letak je zelo, zelo kratek, ker najstniki, kot vemo, potrebujejo zelo hitre in kratke informacije. Vse te informacije delimo tudi na naših spletnih omrežjih, na Facebooku, na Instagramu, tako da vas vabim, da si te naše profile ogledate. Evo, tu so te kratke informacije za najstnike. To je pa priročnik, ki je v bistvu kar že knjižica, bi lahko rekli, dvojezičen, ker kot sem rekla, namenjen je tudi mogoče celo predvsem, ampak ne samo italijansko govorečim staršem. Evo, takole izgleda, je kar zajetna publikacija. Ponavljam, lahko si jo ogledate na spletni strani, lahko si jo tudi naložite brezplačno spletne strani, bo pa na razpolago tudi seveda brezplačno tudi v tiskani obliki.
Evo, takole to zgleda, kar nekaj je tudi koristnih nasvetov vmes za starše, malce teorije, nekaj o lažnih mitih in nekaj v razmislek oziroma potem v nadaljevanju tudi v obliki kakih koristnih nasvetov. Zdaj pa bi mogoče predala besedo kolegici Suzani Pertot, da mogoče še kaj pove o vsebini tudi. Lahko se prešti to, Matejka. Seveda. Ja. Kar zakaj smo pač v bistvu se za to odločile, sva se odločili v bistvu, ker ugotavljamo, da ni ne samo pri nas, ampak sploh v svetu, da ni priročnikov za starše in učitelje, pač odrasle, ki se ukvarjajo z najstniki. Medtem ko za starše in vzgojitelje in pedagoge, ki se ukvarjajo z otroki, ki obiskujejo vrtec ali pa osnovno šolo, je na razpolago neverjetno število pripomočkov in raznovrstno gradivo. Eden izmed razlogov za to tiči v dejstvu, da je staršem najstnikov zelo težko dajati kakršnakoli navodila, ker kot dobro vemo, prednostna naloga razvojna mladostnika je osamosvajanje od staršev, ustvarjanje odnosov s vrstniki in seveda takoj poiskati tudi svoje mesto v svetu. Tako in podobno kot druge izbire, tudi jezikovne izbire najstnikov in najstnic pogojuje cela vrsta osebnih in družbenih dejavnikov, na katere starši pravzaprav nimajo nikakršnega vpliva. Tako da knjižica, ki sva si jo mislili, daje nekaj, kot je bilo že vidno iz to, kar je pokazala pač Matejka, daje nekaj splošnih informacij o najstništvu s posebnim ozirom seveda na oziroma večjezični razvoj v tem življenjskem obdobju in seveda tudi nekaj nasvetov, pravzaprav niso niti nasveti, ampak so predlogi za razmislek, ki so namenjeni staršem in odraslim in pedagogom. In to v bistvu, če zdaj povem še nekaj, par besed tudi o adolescenci. Saj dobro vemo vsi, da adolescenti nihajo med odvisnostjo od družine in željo po samostojnem življenju in da v tem procesu so nekateri bolj, drugi manj uporniško premikajo meje in spreminjajo pravila. In seveda tudi jezikovna pravila, ki jim jih postavljajo starši in drugi pomembni odrasli. Tako da saj pravimo, da se med najstništvom mladi iščejo, dokler se ne najdejo, in strokovni izraz za to je individualizacija. In ta predpostavlja prav ločevanje osebnih lastnosti in značilnosti od lastnosti in značilnosti staršev in drugih. In gre recimo za zahteven proces telesnega, umskega in psihičnega zorenja, ki se znotraj psihe odvija jezikovno in se prepleta z jezikom oziroma z enim ali z več jeziki, če je najstnik večjezični govorec. In zato, da je večjezični govorec najstnik, namreč pomeni, da je od otroštva uporabljal in nadgrajeval ne samo en jezik, pač pa dva, nekateri mogoče tudi tri. Medtem ko otroci
ki jezika niso uporabljali, nadgrajevali do adolescence, ta je jezik recimo med najstništvom, ko recimo možgani dozorijo do take meje, da pač naredijo neke vrste reset, ne, in to, kar ni več potrebno ali se ni med otroštvom uporabljajo, pač izgine. Se pravi, da vendar, ne, da se jeziki ohranijo tudi med adolescenco, je potrebno, da tudi možgani še vedno delajo na tem, ne. In ne vem, če bi še nadaljevala, lahko recimo tudi Matejka, ti poveš kaj, med tem bom mogoče jaz še kaj povedala in dodala naknadno, ne vem, če misliš ali mislite. No, mogoče samo to, da sva si s Suzi malce razdelili naloge, ne, poglavja so tudi nekako razdeljena, čeprav so potem povezana, ne, v neko čim bolj smiselno celoto. Zdaj na eni strani pač opozarja, ne, predvsem kolegica, ki se s tem ukvarja, kako poteka razvoj možganov, kako se spodbuja na ta način tudi dvojezičnost, kako poteka tudi, kot smo slišali, odraščanje. Jaz pa se bolj ukvarjam z lažnimi miti, to je bolj moja snov, ne, povezana bolj s sociolingvističnimi mogoče temami, ampak ja, ti lažni miti tudi vstopajo, ne, v jezikovne politike šol in družin, ker jezikovna politika ni samo nekaj, s čimer se ukvarjajo države, ampak v bistvu se vsi mi z njimi ukvarjamo. In včasih, ja, starši se zelo obremenjujejo s tem, ne, recimo, da najstniki ne berejo. Ampak ja, z branjem se definitivno učimo jezika, to drži, ampak branje je samo en segment, ne, potem je tudi še poslušanje, je pisanje, je govorjenje. Tudi ko govorimo o branju, govorimo o zelo različnih stvareh, ne govorimo samo o branju literature, ampak govorimo o branju vseh sporočil, ki smo jim izpostavljeni vsak dan, ne. Branje z računalnika, recimo, ne, kako nas nagovarja naš računalnik, je danes izjemno pomembno, ker veliko časa preživimo pred računalnikom, zato ni vseeno, recimo, če najstniki imajo računalnik nastavljen na slovenščino, angleščino ali italijanščino ali nemščino, recimo, ali karkoli že, ne. Opažamo, da velika večina računalnikov, tudi zdaj v času korona krize, ne, in pouka na daljavo, velika večina najstnikov tudi na slovenskih šolah v Italiji je imela računalnike nastavljene na italijanščino, pa bi se dalo z enim klikom to zadevo rešiti, ne. Tudi šole, recimo, imajo pogosto računalnike, programe, vse v italijanščini, tudi take programe, ki so na razpolago v slovenščini. Telefoni, recimo, ne, to so take stvari, s katerimi najstniki prihajajo zelo pogosto v stik. Ni jih treba siliti, ne, piši nekaj na telefon, ne, to delajo že sami. Zato je pač pomembno, da jih telefon nagovarja v slovenščini. Filmi, recimo, ne, zdaj risanke niso več aktualne, so pa aktualni recimo filmi ali pa druge oddaje, profili na družbenih omrežjih, vsebine, ki se prek družbenih omrežij, ki prihajajo, ne, v domove najstnikov. Tako da tudi na take stvari mogoče treba biti bolj pozorni in te navade vzpostaviti, preden ti najstniki, kako bi rekla, že sami odločajo o svojem telefonu, ne. Zdaj, če dobijo telefon tam v povprečju izgleda okrog 10. leta, ne, je fajn takrat vzpostaviti sistem, ne. Potem pri 16 letih je zelo težko, če ne nemogoče verjetno enemu najstniku reči: "Aha, zdaj ti bom pa jaz zamenjal nastavitve na telefonu," ne, verjetno ne gre. Tako tudi na take stvari opozarjava. Mogoče, ne vem, zdaj na tej točki midva sva povedali nekaj tako bolj splošnega, mogoče bi bilo fajn, če dobimo z vaše strani kakšno vprašanje, ali kakšen odziv, ali karkoli. Verjamem, da če ne vidite, če nimate besedila pred sabo, je včasih težko, ampak si predstavljam, da če ste se nam pridružili, imate opravka tudi s to starostno skupino, ne, z najstniki, najstnicami, in potem mogoče vas iz prakse kaj zanima, bolj kot o samem besedilu, ki ga boste še lahko prebrali. .
Mogoče se lahko jaz opogumim in potem bo mi kdo drug še sledil, no. Jaz imam tudi enega otroka, ki se zdaj približuje najstništvu, no, smo stari 11 let, a ne, oziroma je star 11 let, pa se mi zdi, da se že soočamo, da opažam to drugačno dinamiko, no, da medtem, ko je bilo prej v bistvu lažje usmerjati zanimanja, tako da je dejansko v vseh jezikih napredoval, da je pač bral v vseh jezikih, opažam, da je zdaj to bistveno težje, ne. In ne gre, mislim, vidim, da ni več samo vprašanje medijev, ampak je tudi vprašanje, kaj je modno, koliko so določene vsebine modne, in recimo že pri branju imamo težave, ker slovenske knjige niso tako modne kot katere druge. In tukaj me malo zanima, no, če imate kakšen nasvet, no, kako se tega lotiti, no. Ali preživimo enostavno, da se določene jeziki pač več posluša, in bo to enako vredno temu, da se v enem drugem jeziku bolj bere, ali bi morala poskušati vseeno najti neke kompromise, ali najti neko vsebino, ki bi bila bolj zanimiva v tistem jeziku. Suzi, kaj boš kar ti? Ja, mogoče, ne vem, kaj naj rečem, pravzaprav zelo je težko, ne, tako usmerjati misli, ampak to, kar pač svetujeva, je, da je doma, ne, čim več gradiva v vseh jezikih, konkretno v publikaciji, da je veliko gradiva v slovenščini, ampak velja tudi za ostale jezike, ne. Seveda, recimo, to zanimanje ali nezanimanje za jezike, ne, se potem povezuje tudi z naraščajočo identifikacijo misli najstnika z vrstniki in z vrstniškimi skupinami, se pravi to, kar si ti rekla, da kar je modno in kar ni modno, pa v bistvu kaj vrstniki tudi pravijo in kako o tem mislijo, ne. In jeziki postanejo tudi neki identitetni simbol, pravzaprav, ne, pokazatelj neke pripadnosti in neka razlikovalna lastnost, ne, te najstniške skupine. Mi smo mladi in raje uporabljamo te jezike, ne pa drugega in tako dalje, ne, ali pa te zvrsti in tako, ne. In je treba tudi pomisliti, da med odraščanjem potem najstniki tudi se preizkušajo in preverjajo tudi različne možne identitetne izbire, ki so povezane s skupinami govorcev, ne. Slovenec, Italijan, ne vem, mogoče tudi Slovenec, ki dobro govori angleško in tako dalje, ne, in svetovljan, na primer, zamejec ali pa tudi kaj drugega, mislim, ne nujno, ne. In tako da lahko te izbire, te možne identitetne izbire, ki jih preizkušajo, ne, jih lahko razumemo tako, kakor neke vrste hipoteze, ki jih najstnik preizkuša. In gre v bistvu za fazo preverjanja in te izbire niso dokončne, tudi ne vem, izbire, ki so identitetne in povezane tudi z jezikom, seveda z jeziki niso dokončne, ne. Kar ostaja danes v ozadju ali ni tako zanimivo, bo mogoče jutri v ospredju ali pa se bo pojavilo nekaj tretjega. Seveda, ja, starši nimajo nadzor nad tem, je pa dobro, da pač jemljejo kot neko fazo in ne kot nekaj dokončnega. In seveda, da ponujajo čim več gradiva in tudi takih, tudi identifikacijskih možnosti, ne. Ne vem, če sem... Ne, ja, nisem o tem sploh razmišljala prej, ne, ampak dejansko je to povezano zelo z identiteto in iskanjem nekih tistih, ne. In pol se mi zdi, da mogoče je bilo prej res lažje obvladovati in uravnavati, ne, zdaj pa potreba pustiti malo več prostosti in upati, da čez 6 mesecev se bodo stvari malo obrnile v kakšno drugo smer, ne, tako.
Mogoče to. Jaz sem danes že pogledala vajino publikacijo in čestitke obema, res izvrstno delo. Med temi miti, ki jih ovržeta, je tudi, da mešanice ne kvarijo jezika. A lahko malo razložite, ker govorimo o fosilizaciji napak, vide pa to ovržeta. Pa me zanima malo o tem, zakaj mešanice ne kvarijo jezika, ta mit, ki sta ga ovrgli. Kar jaz. Ja, mešanice ne kvarijo jezika same po sebi, ne. Se pravi, če je nekako središčen pojem je pojem izpostavljenosti, ne, ki ga tudi medve izpostavljava v tej publikaciji, ne. Zdaj, če je otrok oziroma najstnik, najstnica ustrezno izpostavljena več različnim jezikovnim rabam v več jezikih, potem in če so mešanice eden od teh kodov, ne, v katerem se sporazumevajo zelo radi tudi najstniki, ne, ker se potem s temi mešanicami identificirajo, ker se jim zdi, da so tako zelo različne od jezika starih, ne. Potem seveda to ni problem, ker v svojem okolju slišijo tudi vse drugo in s temi rabami, ne, s tem, ko pač prihajajo v stik, ko so izpostavljeni tem različnim rabam, tudi začenjajo razvijati to pragmatično kompetenco, se pravi, vejo, ne, kdaj so potem mešanice na mestu, kdaj niso na mestu, kdaj bodo potrebovali kaj drugega in tako naprej, ne. Seveda, ker so pač najstniki, skušajo uveljavljati svoje izbire, ne, kot smo ravnokar slišali, ampak ne glede na to, kako zelo jih uveljavljajo, iz okolja dobijo tudi informacijo, kdaj je ta izbira ustrezna, kdaj ni in tako naprej, ne. Zdaj, če bi mešanice res ogrožale jezike, potem bi morala biti angleščina že zdavnaj mrtva, ne, ker to je jezik z daleč verjetno največ vsaj leksikalnimi izposojenkami iz drugih jezikov, ne, in očitno ta pojav sam po sebi ni tako zelo kvaren, ne. Vprašanje je pač, koliko slišimo še drugačnih, recimo v tem primeru slovenščin, ne, koliko slišimo samo mešanico slovenščine in italijanščine in koliko slišimo še drugih slovenščin, tudi drugih mešanic slovenščino, ker obstajajo recimo mešanice, ne vem, slovenščina, angleščina, slovenščina, nemščina, slovenščina, hrvaščina, koliko smo tem izpostavljeni, ne. Če smo ustrezno izpostavljeni in če je mešanica italijanščina, slovenščina ena od številnih slovenščin, ki jih slišimo, potem je problem, potem pač enostavno ni problema. Če je pa to edini jezik, ki ga slišimo, edina slovenščina, ki jo slišimo, potem seveda bo to tudi edina slovenščina, ki jo bomo usvojili, in v določenih okoliščinah se nam bo potem zdelo, da nam v slovenščini zmanjkuje besed, ne, ker bomo vedeli, da samo s tem si ne moremo pomagati, hkrati pa nič drugega nimamo, ne, in zato se pač potem pojavi tudi ta občutek, ne vem, zapostavljenosti, šibkosti, neustreznosti in ti potem procesi samo vodijo še kot neka taka negativna spirala, ne, samo še navzdol, ne. Zato ključen pojem tu je izpostavljenost različnim, ne nujno samo knjižnim, lepim, čistim slovenščinam, ampak čim bolj mnogotirim slovenščinam. In isto velja seveda tudi za druge jezike. Hvala, super. Če se ne bo nihče drugo pogumil, bom jaz kar izkoristila, ker vaju poslušam in se mi zdijo te stvari izjemno zanimive. Nekaj me zanima, mogoče se ne nanaša tako direktno na brošuro, ampak bolj na vse vajino raziskovalno ozadje, no, zato da je pač ta brošura sploh nastala, no. To mešanje jezikov, ne, se sprašujem, če obstajajo kakšni drugi dejavniki, ki vplivajo recimo na izbiro najstnika, da se odloči za mešanje nekih jezikov ali pa da bolj se odloča za, bom rekla, da jih meša več ali pa da jih meša manj, no, zato ker jaz opažam, da nekateri otroci prav uživajo v tem, da kombinirajo različne jezike, različne besede in tako dalje, drugi pa, ja, ko zmanjka kakšna beseda ali pa tako v neki družbi, ne, samo drugače se, bom rekla, bolj držijo enega jezika ali pa drugega, no, tako da me zanima tako v ozadju, če, bom rekla, so zasledila kakšno raziskavo, če sploh obstaja, no, ali če so uspeli raziskati, no,
zakaj se, mislim, kako se ti otroci sploh odločijo, oziroma na kaj to vpliva, no? Če so neke osebnostne lastnosti ali če samo vprašanje znanja, predznanja, okolja, karkoli. Toliko je spremenljivk, da se ne da tukaj posploševati. Resno, veliko je dejavnikov, tako recimo osebnostnih, bi jaz rekla, potem vezanih na znanje, tudi, in pa tudi drugih, družbeni dejavniki tudi so, vplivajo na to, in pa jezikovna politika doma, in tudi drugot, si mislim, ne vem, saj tudi, kot je prej Matejka rekla, najstniki posebno, recimo, kar se tiče te družinske jezikovne politike, saj pravzaprav najstniki večkrat sprejmejo take odločitve, ki so, za katere so se recimo starši odločili, zanje, ali pa in osporavajo in skušajo se pogajati in uveljaviti en svoj jezik, svoj način komuniciranja v družini, in to največkrat poteka tako, ta pogajanja so tako podtalna, da včasih privedejo celo starše in družine, da zamenjajo jezikovni kod in opustijo to, kar recimo jezikovno politiko, ali pa jo pač preoblikujejo, jezikovno politiko, za katero so se odločali, ko je bil otrok še majhen, na primer. Ampak recimo dobro, veliko je teh dejavnikov. To zveni, kot da nimamo veliko, da se mi treba sprejeti stanje takšno, kot je, in da nimamo veliko vpliva. Ne, imamo, seveda, da imamo vpliv, recimo tudi na tem področju mislim, da je zgled veliko pomeni, in pomeni veliko tudi, da so starši in odrasli dosledni, tako. Da so pač dosledni, in tudi, da se recimo posebno v družinskem krogu, da se zavedajo, da včasih najstniki tudi nekaj izsiljujejo, kot izsiljujejo, da izsiljujejo tudi na področju, na jezikovnem področju, ali pa izsiljujejo, ali pa da skušajo pač tako, uveljavljajo svoje želje. Potem pri mlajših in pri vseh, mislim, so pa tudi osebnostne razlike. Nekateri otroci so bolj, drugi so manj ekstrovertirani, če mislimo tako, potem kako se oni med sabo tudi pogovarjajo in kako izbirajo, mimo družine, mislim, izven družine. Žal ne moramo posploševati. Je pa res, zdaj, če govorimo, spet, če se jaz malo povrnem na svoje, na te lažne mite, preganjati najstniško govorico tako frontalno nima smisla, ker, kot je povedala kolegica, je potem tudi ta najstniška govorica je tudi simbol neke identifikacije, pripadnosti skupini, mogoče tudi upiranja staršem, upiranja učiteljem in tako naprej. Veliko bolj učinkovito in veliko bolj smiselno je pač to, da ne pustimo, da je to edina govorica, ki so ji najstniki izpostavljeni. In to dosežemo, kot je rekla Suzana, tudi z zgledom na vse zadnje. Zdaj, ne tako, glej, mamo in tatka, kako ona dva bereta, ne vem, slovenske časopise in ti moraš isto, ampak tako, da pač so na razpolago, obstajajo tudi najstniški mediji v Sloveniji, v slovenščini, obstajajo recimo časopisi z različnimi vsebinami, recimo, ne vem, o naravi, o športu, o različnih temah, in zdaj, če so tam nekje na nekem kupu doma in so tam itak prisotni, se na to prisotnost že nekdo nauči, in ni treba veliko pridigati, o tem. Če pa teh ni, pa potem seveda najstniki
lahko usvojijo samo to svojo govorico in nobene druge, ne, in na ta način jih tudi onemogočimo, da bi se razvili na vse zadnje, ne, in ne dajemo alternativ. Ta njihova govorica potem ni več ena od številnih govoric in neka alternativa, ampak je edina stvar, ki jo poznajo. Ne, in ne, kako bi rekla, ne vejo, da, kaj bi rekla, da lesenke ne obstajajo, ne, jaz vedno tako rečem temu, ne, pač so navajeni samo na en register, kar ni, že zaradi te pluralnosti svetov, v katerih živimo, ni dobro, ne, dobro je, da so izpostavljeni različnim rabam in da potem znotraj teh čim več različnih stvari kombinirajo, in ko bodo nekega dne v okoliščinah, ko bodo morali se malo tej svoji mogoče mešanici odreči, bodo imeli dovolj sredstev, da to naredijo, ne, sicer pa jih nimajo. Tako da je tudi en strokovni izraz, ne, temu pravimo opolnomočenje govorcev in govork, ne. Opolnomočenje pomeni v bistvu dati možnost izbire, nič več kot to. Ne da nekaj vsiljuješ, ampak da daš ljudem možnost, da izbirajo. Dober večer, še glasno, lahko tudi v drugo smer. Najprej še ene čestitke, verjetno jih boste še veliko slišali, ampak jih bomo vsi z veseljem dodajali. Zadeva je videti zelo, zelo privlačna. Tudi z druge strani, zakaj pravim z druge strani, torej z vidika učiteljev, h katerim sodim sama vsaj malce, pa me zanima, kako sta premislili, načrtovali didaktizacijo, torej kako spraviti to med ljudi v različnih oblikah, predvsem v obliki aktivnosti. Ne, ta del z miti je tak sočen, da bi ga marsikdo, Maja bo verjetno pokimala, kar zasrbeli prsti, ne, da bi se ga lotil in na različne načine ponudil, tako odraslim kot tudi najstnikom. Jaz predajam kar besedo kolegici, ker je... No, zato imamo, ne, to današnje srečanje namenjeno prav učiteljem, vzgojiteljem, trenerjem, ne, in tako naprej, ker menimo, da stvar nekako je fajn, če se širi, ne. Zdaj, mi smo pač naredili to publikacijo, to je bil projekt, ne, Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, ki je pač to financiralo. Naredili smo to publikacijo, naredili smo pač spletno stran in projekt z namenom, da se ta znanja širijo. To pomeni, da jih mora vsak učitelj malo prilagoditi svojim potrebam, vsak vzgojitelj svojim potrebam, vsak starš malo svojim potrebam. Tako da, seveda s kolegico tudi že izvajamo, že dlje časa, ne, izvajamo take delavnice, različni programi tudi potekajo, ne, na Slorju je ravnokar v teku en tak program, ki ga vodi kolegica Maja Melinc za učitelje, s kolegico Suzano Pretot izvajava že kar nekaj let, vrsto let srečanja s starši, tako da zaenkrat bolj na tej ravni poteka diseminacija, no, mogoče pa še na kaj novega pomislimo, Suzi. Bova pomislili, saj mogoče potem zdaj, ko bodo ljudje tudi dobili, ne, publikacijo, bodo tudi sami predlagali mogoče šole in učitelji in, ne, in pedagogi in, ne misliš, to bi upali. Didakti, tiste, ki imajo izkušnjo z didaktiko, kolegice, ki imajo zdaj, ne, imamo radi že pripravljeno, zato pravim. Sama sem imela tako majceno izkušnjo v preteklosti z enim mešanim razredom slovenskih otrok v tujini in je bilo zanimivo, kakšno veliko potrebo imajo tudi otroci, zelo majhni, potem, da govorijo o svojem jeziku, o tem, kako sami izbirajo recimo jezikovne različice, tako da če bi sama imela takrat to v roki, bi mi neznosno pomagalo. Recimo, koliko časa zdržijo s telefonom nastavljenim v slovenščini ali računalnikom nastavljenim v slovenščini ali izkušnje potem, pol razreda v enem jeziku, pol v drugem. V tem smislu sem mislila didaktizacija, ne, ker bi bile tudi aktivnosti izredno zanimive, tako kot ste zastavili, super.
Ja, to upam, da se bo kakšen učitelj, učiteljica opogumil v to šel, oziroma pač tudi pri kakšnih popoldanskih dejavnostih, ne. Zdaj, v glavnem raziskave so pokazale, ne, zdaj prav novejše raziskave, ki so bile narejene tudi zdaj v času korona krize, ne, kako zelo vpliva jezik medijev, teh novih medijev, ne, digitalnih orodij, virtualnih svetov, ne, zdaj govorimo že o meta svetovih in tako naprej, kako zelo vpliva na jezikovne navade najstnikov in najstnic, ne. Mi seveda velik poudarek je še vedno na družini, ne, jezik družin, to smo že tudi večkrat povedali, tudi danes, vendar pa jezik družin ne pomeni samo, v katerem jeziku se družine pogovarjajo, ko vsi skupaj sedijo pri mizi, ker najstniku to bolj malo pomeni, ne, oziroma čim manj sedi pri mizi skupaj s starši, če se le da, verjetno, ne. Pomembno je recimo, v katerem jeziku imajo starši tudi nastavljen telefon, v katerem jeziku je nastavljen domači računalnik, ne, hišni računalnik. Zdaj, če je ta v italijanščini, kako boste razložili otroku, da on pa mora imeti svojega v slovenščini? Zakaj že? Ne, šolski računalnik je v italijanščini, domači računalnik je v slovenščini, zdaj pa bomo mi njemu kupili drug računalnik, ta pa bo moral biti v slovenščini, ne, če sta onadva v italijanščini, zakaj že, ne, verjetno otrok ne vidi smisla, najstnik ne vidi smisla v tem. In raziskave recimo tudi drugod po Evropi pri manjšinah, ki so jih naredili, so zdaj pokazali, kako zelo, zelo pomembno vlogo ima to, v katerem jeziku mladi ljudje dostopajo do virtualnih digitalnih vsebin. Neverjetno. Neverjetno, tako recimo med Katalonci, družine katalonske, šole so itak tam katalonske, ne, v celoti, družba katalonska, društvo katalonsko, vse katalonsko, ampak mularija dostopa do vsebin v kastilščini, ne, se pravi v španščini, in potem je to ta faktor, ne, ki pogojuje njihovo jezikovno rabo naprej. Tako da te raziskave postajajo že tako, zdaj vse več jih je, ne, in zelo opozarjajo na ta element. Lahko tukaj nekaj dodam, eno izkušnjo tako, prav, ki se navezuje na to, kar je zdaj Matejka razlagala, no. Videoigrice, ne, videoigrice so vse v angleškem jeziku in potem nimaš več problema samo videoigric, ker niso samo videoigrice, ampak so vse še spremljevalne vsebine teh vplivnikov, influencerjev, ki imajo na YouTubu filmčke o videoigricah, ne. In recimo pri videoigricah nimaš kaj, moraš preživeti z jezikom, v katerem so, a ne, ponavadi to v angleščini in pika, ne. Mogoče so tudi kakšne v italijanščini, ampak te, bom rekla, svetovno najbolj popularne so v angleščini. Ampak tisti vplivneži pa niso vsi samo v enem jeziku, no, in tukaj se mi zdi pa tisti trenutek, kjer če spremljaš, kaj otrok počne in kaj ga zanima, ga lahko tudi usmeriš malo jezikovno v neko vsebino, ki ga zanima, v tistem jeziku, ki tebi pač, bom rekla, mislim, kjer vidiš nek manko, kjer se ti zdi pomembno, no. Tako da to se strinjam, tukaj Matejka izpostavlja, se mi zdi zelo pomembno, ne, v tem digitalnem svetu oni požirajo te vsebine in je bistveno težje vplivati na te jezike, ampak obstaja nek manevrski prostor, recimo na katerega jaz nisem pomislila, mene ena druga mama pač, sva se malo pogovarjali, no, in so zdaj ti otroci nori na to igrico Brawl Stars, ne, pri teh starosti, a ne, in potem sem rekla, ja, in cele dneve bi on preždel tam na YouTubu, če ga ne bi jaz pač nekako omejevala in bi poslušal te stvari ves čas v angleščini, potem je rekla, ma ti veš, da obstaja tudi vplivnež, a ne, Brawl Stars, ki je tudi eden v nemščini, pa eden v italijanščini, ne, in potem lahko tako otroka malo usmeriš in potem gotovi, okej, da se je tudi unija zanimiva, ne. Tako, to se mi zdi mogoče še ena taka manipulacija, ki jo starši še imamo, če imaš, bom rekla, dokler so otroci toliko odprti, da ti dejansko povejo, kaj jih zanima in tako, no. To mogoče, če se opravičujem, če sem mogoče tako malo preveč. Ne, zelo zanimivo se mi zdi, ne, tako, ja.
Če imamo še kakšno vprašanje, ali če smo v glavnem izčrpali. No, če smo v glavnem izčrpali vprašanje, jaz vas seveda vabim, da si pogledate tole publikacijo, vam bom še enkrat napisala, vam dala še link spletne strani, se pravi www.smejse.it /najstniki. Evo, dobite jo v klepetalnici, hiperpovezavo. Še enkrat naj povem, za tiste, ki so se mogoče pozneje pridružili, bom še enkrat delila zaslon. Evo, to je spletna stran Smejse, ki jo že poznate. Tu so zbrane tudi druge vsebine, seveda drugi projekti, tu dostopate do strani namenjene temu projektu, to je dvojezično najstništvo. Tu vidite publikacijo, obe publikaciji za starše in učitelje, dvojezična publikacija, ker je pač namenjena italijanskim staršem. Na desni strani pa letak, ki je namenjen učencem in dijakom, zato je pač v slovenščini. Tu so linki še na druge dogodke za starše, jutri v slovenščini na Zoomu, potem pa v italijanščini v živo v Dijaškem domu Simona Gregorčiča v Gorici v četrtek. Nekaj za medije in pa povezane vsebine, to so pa vsebine, ki so že nastale in so s to temo povezane, dvojezično otroštvo, katerega avtorica je Suzana Pertot, gradivo, ki ga lahko uporabite v razredu, ki je nastalo v sklopu projekta Rastoča slovenščina, in pa še druga orodja za slovenščino, ki jih lahko uporabite pri pouku. No, ta del, ta segment se bo seveda še ustrezno dopolnjeval v naslednjih mesecih in letih, ko upamo, da bomo tudi nadaljevali s tem projektom. Tako, zdaj pa mi ne preostane drugega, kot da se vam zahvalim za vašo prisotnost, za zanimiva vprašanja in pa nasvidenje, naslišanje, lahko spet še enkrat jutri ali pa v živo v Dijaškem domu, oziroma želimo vam veliko koristnih in prijetnih informacij ob branju tega gradiva. Če pa imate kakšno vprašanje, smo vam pa tudi vedno na razpolago na našem mail naslovu jezik@slori.org. Tako da kar korajžno lahko se vedno oglasite. Tudi jaz se vam lepo zahvaljujem za pozornost in za vprašanja in seveda z Matejko sva vam na razpolago. Nasvidenje. Nasvidenje, srečno. Nasvidenje. Nasvidenje. Hvala vsem, nasvidenje.